A lahko razloživa oziroma definirava anoreksijo, bulimijo, pa kompulzivno prenajedanje. Ja, pač anoreksija je pojavnosti nekje 0,5%, ne? V celi populaciji. V celi populaciji, ne? In v bistvu glih to, ne? Ne glede na to, vsi smo bombardirani z vsem, ko bi rekla, kako moramo izgledati, kakšne so diete in to, ampak v bistvu zboli pa samo 0,5% ljudi. Zato pravim, da je v bistvu ni enoznačno, ampak je res preplet večjih dejavnikov. Zdaj za anoreksijo je značilno, se pravi, da ima oseba nek, ko bi rekla, iracionalen strah pred zdravo telesno težo, boji se debelosti, boji se v bistvu ne debelosti, ampak zdrave telesne teže. Ker ne glede na to, koliko nizko težo ima, vedno ima občutek, da je ta teža previsoka. Se pravi, trenutno stanje je za to osebo vedno, da ima preveč kil. Tudi ko ima recimo izjemno nizko težo, pa je že v bistvu izjemno podhranjena, ima občutek, da to ni dovolj. To je ena taka, ko bi rekla, zahrbtna bolezen, ki nikoli ni zadovoljna, ki želi vedno manj. V bistvu in to je značilno, se pravi, ta motena telesna shema, motena telesna podoba, kako oseba sama sebe vidi. Se pravi, strah pred zdravo telesno težo, pa v bistvu iz tega pol izhaja postopna restrikcija vnosa in to se v bistvu začne tako, da recimo najprej se izključijo, ne vem, ponavadi je to kakšni ogljikovi hidrati, maščobe in s časoma se v bistvu nabor živil vedno manjša, da v bistvu oseba prestane na koncu zelo mehkim vnosom. Zdaj delimo nekako na restriktivno pa purgativno, se pravi, kjer je restriktivna, da oseba zmanjšuje telesno težo tako, da v bistvu praktično ne je, ali pa tudi pretirano telovadi. Purgativna je pa to, da v bistvu to hrano, ki jo poje, da potem tudi na nek način pač izbruha in na ta način ima nizko telesno težo in to je tudi en izmed, ko bi rekla, pogojev, da ima v bistvu za odrasle indeks telesne mase, da je pod 17,5, pri otrocih pa gledamo malo drugače, ker v bistvu te indeks telesne mase se v bistvu z rasnimi krivuljami se spreminja, tako da imamo ene malo drugačne kriterije. Tako da vse to je nekako prisotno, da nekdo, ko bi rekla, zadosti tem kriterijem. Da dobi diagnozo. Da dobi diagnozo. In se pravi, izjemen strah pred zdravo telesno težo, izogibanje hranil, pretirana telovadba, pa nizka telesna teža. Tako. To pri bulimiji razlika je pa ta, da je isto izjemen strah pred debelostjo, je pa tukaj v bistvu prisotno, da ima oseba neka obdobja povečanega vnosa, ki mu pa sledijo občutki krivde, ki pa potem mu sledijo neke kompenzatorna vedenja, se pravi vedenja, da bi nekako to občutek krivde, pa to, da so se recimo v neko obdobje prenajedali, kompenzirajo ali z različnimi vedenji. To so pa recimo bruhanje, pretirana telovadba, lahko tudi zloraba odvajal ali pa tudi v bistvu spet restrikcija. S tem, da razlika je, da v bistvu ohranjajo normalni indeks telesne mase, se pravi nad 18, nekje do 25. Tako da to je nekakšna razlika. Je pa v bistvu je pogostejša, nekje 1% oseb zboli. Razlika je tudi ta, da v bistvu za anoreksijo zbolijo nekje na prehodu iz otroštva v mladostništvo. Pri bulimiji je mičkan kasneje, v obdobju adolescence. Kompulzivno prenajedanje se pa ponavadi pojavi v nekem zgodnjem mladostništvu ali pa tudi v zgodnjem odraslem obdobju. Značilno je pa to, da v bistvu ima oseba neka obdobja kompulzivnega prenajedanja, se pravi, ko poje velike količine hrane, kot je sicer običajno, in v bistvu ima zelo slabo samopodobo, nizko samospoštovanje, in v bistvu tem obdobjem prenajedanja sledijo občutki krivde, in pa v bistvu temu pa potem napram, kot primerjavi z bulimijo, ne sledijo obdobja kompenzatornega vedenja. Se pravi, ima potem oseba posledično višji indeks telesne mase, tudi nad 25. Tako da to je nekako. Ampak to se recimo značilno za kompulzivno prenajedanje, da se zgodi vsaj enkrat, dvakrat na teden, vsaj 3 mesece. In v bistvu značilno je tudi, da osebe,
nekje 70-80% oseb, ki imajo prekomerno telesno težo, dejansko bi zadostili kriterijem za kompulzivno prenajedanje. Pa to v bistvu ima največjo incidenco oziroma pojavnost je v bistvu trikrat več kot anoreksija, bulimija skupaj, no? Tako nekje 5% ali nekaj tasga. Ne? Koliko pa na vašem oddelku osebe, ki so hospitalizirane, iz katero diagnozo imajo najbolj pogosto? Anoreksija. Aha, se pravi, to je tista najbolj ekstremna oblika. Gre v skladu s tem, da z anoreksijo zbolevajo mlajši in teh imamo v bistvu tudi največ. V bistvu, da bi imeli koga s kompulzivnim prenajedanjem, vsaj v moji kratki karieri se ne spomnim. Z bulimijo jih imamo kar nekaj, ampak večinoma pa pač z anoreksijo. Koliko so pa stari te otroci oziroma najstniki, ki so na vašem oddelku? Jaz bi rekel v povprečju 14 let. Se pravi, poje pa tudi 8-11. Tudi tukaj, se pravi, vedno mlajši, tudi sploh ti 11-12 letniki, v povprečju 14, pa tudi potem 17, tako nekje, ker imamo zajemamo vse do 18. leta starosti, kar je pa pol, gre pa v bistvu, je pa potem obravnava kot odraslega, vse kar je kot nad 18 let.